Občina, tožnica in tožena. Po sledeh naložb. Po stečajih še dražbe. Pred kurilno sezono. V spomin komandantu Stanetu. Prva petletka Leo Leo. Večer z orglicami. Premierno na Lutkovnem odru. Folkloristi s srebrom. Lepo pozdravljeni. V naši predpraznični informativni oddaji smo že poročali, da so pravni zastopniki občin Kranj, Šenčur in Medvode konec oktobra na Višjem sodišču v Ljubljani sklenili sodno poravnavo v primeru Gorki. Skladno s sodno poravnavo mora naša občina do 19. novembra plačati prvo tožeči stranki, mestni občini Kranj, nekaj manj kot 245 tisoč evrov in drugo tožeči stranki občini Šenčur nekaj manj kot 105 tisoč evrov, skupaj torej skoraj 350 tisoč evrov. Višina poravnave je v skladu s sklepom, ki so ga občinski svetniki sprejeli sicer za zaprtimi vrati na zadnji seji občinskega sveta. Tokrat pa še o drugih večjih primerih, ko je bila oziroma je še občina Medvode bodisi tožena, bodisi tožeča oseba. Primer Gorki je, kot ocenjuje župan Nejc Smole, eden izmed dolgov iz preteklosti, pri dolgovih pa je tako, da prej, ko jih poravnaš, bolje je. Prvi večji primer, da je še staro občinsko vodstvo sprejelo odločitev, novo pa je moralo nositi finančne posledice, je sicer svoj epilog doživel že konec leta 2015, ko je bilo dokončno povrnjeno eno izmed večjih komunalnih prispevkov. Občina Medvode je namreč sredi leta 2013 unovčila bančno garancijo, s katero je bilo zavarovano plačilo komunalnega prispevka. Večjemu investitorju je bilo namreč izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe v Preski, komunalnega prispevka v višini 420 tisoč evrov pa ni plačal, pa tudi graditi ni začel. Zakon pa določa, da je investitor, če mu preneha veljati izdano gradbeno dovoljenje, upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka. In ja, denar, ki je bil porabljen, je bilo novo občinsko vodstvo dolžno vrniti. To pa ni niti prvi, niti zadnji primer, da je še bivše vodstvo občine sprejelo odločitve, finančne posledice pa ne bi nosilo sedanje. Imamo kar nekaj tožb še odprtih, ocenjujem pa, da je bila to zadnja trenutno odprta tako velika. Mislim, da smo pred časom, je en postopek za krožišče v Zbiljah, torej tisto krožišče pri Zormanu iz gradbišča iz leta 2012, je bila tožba izvajalca, mislim, da za okrog 360 tisoč evrov, ampak tam mislim, da smo 14 dni nazaj zadevo, da je sodišče zavrglo oziroma zavrnilo. Zdaj lahko, da se bo pritožil naprej, ampak vidimo, da smo na pravi poti. To je bila še ena ta večja. Smo tik pred podpisom poravnave še v enem primeru, manjšem ene tožbe, ki je, torej bo tudi ta do konca leta zaprta. Je pa res, da imamo še nekaj drugih manjših, od sodnih določitev meje do tožb na upravnem sodišču okrog komunalnega prispevka. To so pa tiste, ki eni občini s toliko prebivalci na nek način se moramo s tem navaditi tudi živeti. Kot še poroča Sonja Rifel, vodja oddelka za splošne premoženjsko-pravne in družbene zadeve, ima občina Medvode trenutno poleg manjših odprtih še dve večji tožbi, v katerih je tožena stranka. V prvem primeru jo toži podjetje MAK, ki je izvajalo gradbena dela na krožišču v Zbiljah in to leta 2013, tožbo pa je vložilo šele avgusta 2016 in to zaradi plačila v višini dobrih 313 tisoč evrov, ker naj bi ga občina Medvode oškodovala. V tožbi je tožeča stranka navedla, da je bilo v postopku pogajanja strani občine Medvode obljubljeno, da bo izvajala tudi preostala dela iz drugih dveh sklopov, če že tokrat svojo pogodbeno ceno ustrezno zniža. Ker pa je bil v postopku javnega naročila za druga dva sklopa izbran drug izvajalec, je tožeča stranka menila, da jo je občina Medvode oškodovala. Sodišče je sodbo, ki jo je izdalo v začetku septembra letos, tožbeni zahtevek na prvi stopnji celoti zavrnilo. Občinska uprava pa zaenkrat še nima podatkov o tem, ali je tožeča stranka, torej podjetje MAK, vložila pritožbo ali ne. Druga zadeva pa se nanaša na rekonstrukcijo lokalne ceste Seničica-Žlebe, ki jo je podjetje Hip Plus izvajalo leta 2014. In kje se je zapletlo? Vrednost osnovne pogodbe je znašala 113 tisoč evrov, dodatno pa je bil sklenjen aneks v znesku skoraj 40 tisoč evrov.
skupaj torej 173 200 evrov. Tožeča stranka pa zahteva še poplačilo dodatnih del v vrednosti dobrih 68 000 evrov, ki so bila izvedena in za katera je bila strani bivšega župana Stanislava Žagarja podpisana izjava o poplačilu obveznosti šele v letu 2015, torej ko ni bil več župan. In čemu oporeka tožena stranka, torej občina Medvode? Osnovna pogodbena vrednost se je namreč zaradi aneksa in dodatnih del povišala za 52%, medtem ko zakonodaja dovoljuje le do 30%. Žal pa takšnega stališča ni zavzelo sodišče na prvi stopnji, saj je ugodilo zahtevku tožeče stranke. V obrazložitvi pa navedlo, da je poznavanje določb zakona v domeni občine in ne glavnega izvajalca. Občina je vložila pritožbo, zato je bila povabljena k postopku mediacije, sedaj pa pričakuje sodbo višjega sodišča. V nekaterih primerih pa tudi občina Medvode nastopa kot tožeča stranka, žal manj finančno bogatih. Mislim, da imamo zdaj eno ali dve zadevi. Za tisto, kjer sem siguren, vem, da je podjetje Amicus. Ravno ta petek je obravnavan na sodišču v Kranju, kjer je občina vložila izvršbe oziroma zahteva poplačilo vsega, kar je odprtega. Tam bom tudi zaslišan, mislim, da v petek. To je, neke druge pa se še vlečejo zadeve, ki jih bomo pa tudi bi jih želeli čim prej zaključiti. Ni pa izključeno, da kakšne odpremo na novo. Kot nam je še pojasnila Riflova, podjetje Amicus, ki je zadolženo za plakatiranje že več let, ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti in ne plačuje izstavljenih računov. Občina Medvode zato 2 do 3-krat na leto vlaga izvršbe, na katere pa Amicus vse skozi vlaga neutemeljene pritožbe. Sodišče vedno odloči v korist občine, zato dobita sredstva nakazana po izreku sodbe skupaj z zamudnimi obrestmi. Zato tudi ni oškodovana. Tokrat smo vzeli pod drobnogled le zadeve, ki so neposredno povezane s finančnimi sredstvi, torej brez tistih, ki so svoj epilog že dobile ali pa še dobivajo na delovnem sodišču. Nadaljujemo pa na deloviščih oziroma gradbiščih po občini Medvode. Če bo slavnostno odprtje na vseh, ki so že zaključeni ali pa se še zaključujejo, se nam obeta mesec slavnostnih prerezov trakov. Posnetki so sicer iz meseca septembra, v teh dneh pa je najbliže dejanskemu prerezu slavnostnega traku novo krožišče na Senici, saj je gradbeno podjetje Gratel dela že zaključil v skladu s pogodbenimi določili in v okviru pogodbenih vrednosti v višini slabih 520 000 evrov. Dokončno dogovorjen je tudi prometni režim. Cesta, ki vodi iz krožišča v smeri proti naselju Spodnja Senica, je enosmerna za vsa motorna vozila. Na cesti, ki vodi od krožišča proti Svetju, pa je prepovedan promet za tovorna vozila. Promet za kolesarje je sedaj omogočen od Svetja pa vse do naselja Senica v obe smeri. Prav tako je novo zgrajeni pločnik od naselja Senica povezan z že obstoječim pločnikom proti Svetju. Čeprav je sprva kazalo odlično, kar se rokov za izvedbo druge faze obnove Medvoške ceste tiče, pa se je potem začelo krepko zapletati s septembrskim slabim vremenom in nato neodzivnim podizvajalcem del. Poleg predvidenih del je izvajalec del Eurograd opravil še dodatna dela, tako da nova pogodbena vrednost znaša nekaj manj kot 295 000 evrov. Pogodbeni rok za dokončanje vseh del, tudi dodatnih, je bil 9. oktober, vendar vsa dela še niso zaključena. Za prekoračitev roka od tega dne dalje odgovarja izvajalec del. Skladno s pogodbenimi določili pa se mu bo obračunalo pogodbeno kazen. Pogodbena kazen pa se od 22. oktobra dalje obračunava tudi izvajalcu del na novem mostu prek ločnice v Sori, torej Gorenjski gradbeni družbi. Novi most je sicer že odprt za motorni promet, medtem ko so pešci in kolesarji preusmerjeni na pomožni most, dokler izvajalec del ne dogradi še pločnika. Da bo projekt dejansko zaključen, pa mora še poglobiti ločnico in urediti brežino. V zaključni fazi pa je tudi tretja večja naložba v šolski prostor v tem letu. Po
Po športnem parku pri osnovni šoli Pirniče in dvigalu v osnovni šoli Medvode je na vrsti še zamenjava poda v osnovni šoli Simona Jenka Smlednik v izvedbi izbranega podjetja Elan Inventa. Gre za naložbo, s katero je občina Medvode uspešno kandidirala na pristojnem ministrstvu. Kot ste že omenili, smo dobili sredstva strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v višini nekaj manj kot 42 000 evrov. Celotna investicija pa vredna nekaj več kot 87 000 evrov. V sklopu te investicije se je zamenil celotni športni pod v ta glavni telovadnici in pa gor sta še dva pomožna prostora. Tako da tukaj je pač nov parket, gor pa pride umetna masa oziroma PVC podloga, tudi mogoče za izvajanje kakšne borilnih športov in da je bolj prijazno uporabnikom. Lahko rečemo, prihodnji teden bodo otroci že lahko pridno koristili tele športne površine. Tako kot vidite, je parket že končan, polakiran, sedaj fantje še belijo, namestiti je treba nazaj ribstole, pa vse koše, konstrukcijo pač na ta pravo višino postaviti. Tako da pričakujemo, da v ponedeljek 13. bojo že lahko otroci uporabljali telovadnico. In kakšen je recept za uspešno kandidiranje na razpisih šolskega ministrstva? Prvo kot prvo je treba razpis dobro prebrati, ugotoviti, kje lahko največ teh točk dobiš. Tako da mi smo dobro preštudirali samo razpisno dokumentacijo, kandidirali in bili uspešni. Trenutno se že projektira šolsko igrišče pri osnovni šoli Medvode in čaka na ustrezen razpis. 22. novembra bo v Smledniku prva javna dražba, na kateri bo stečajni upravitelj podjetja Golf Projekti Tomaž Čat prodajal celotno dolžnikovo nepremično premoženje. Igrišče za golf z vso infrastrukturo in opremo oziroma vse objekte, zemljišča in opremo za namakanje bo na prodaj po izklicni ceni 5 700 000 evrov. Dražili bodo lahko le tisti, ki bodo poprej plačali varščino v višini 10% izklicne cene oziroma več kot $500 000 evrov. Po dosegljivih podatkih so se za nakup igrišča v Smledniku s 65 hektarji površin in 18 igralnimi luknjami doslej zanimali tako slovenski, kakor tudi tuji poslovneži. Med njimi naj bi bil tudi Marjan Kolar, ki je aprila letos s stečajnim upraviteljem podjetja Golf Projekti Tomažem Čadom sklenil enoletno najemno pogodbo za igrišče za golf. Razloge za tako odločitev je nanizal za našo televizijo letos poleti na tednu golfa. Ja, prvo sigurno zato, ker igrišče poznamo od začetka, ker sem sodeloval, tudi moje podjetje je sodelovalo pri gradnji tega igrišča. Drugo je, seveda sem občan Medvod, seveda. V interesu mi je, da to igrišče ostane slovensko igrišče. Verjetno vam je znano iz časopisov, iz vsega, da se poskušajo potegovati za nakup tudi Rusi. Predvsem bi mi radi, da to igrišče ostane slovensko, v naših rokah in da se te prelepe zelenice seveda nam je v interesu ne uničijo, ker poslušamo neke načrte o gradnjah hiš, o črtanju igrišča, seveda si pa tega nihče od nas v Sloveniji ne želi. Ker nekaj moramo vedeti, Bled je padel v privat roke, mislim, da je trenutno slovensko igrišče v Smledniku tukaj edino z to kapaciteto in s to infrastrukturo edino v Sloveniji, ker če bo umrlo še to igrišče, bo umrl golf. Igrišče in restauracija ob njem sta bila uradno odprta leta 2009. Kot smo že poročali, se je podjetje Golf Projekti, ki ga je vodil Kranjčan Marko Štirn, znašlo v finančnih težavah. Zraven pa je stekel še postopek na sodišču zaradi domnevno nepravilno porabljenih evropskih sredstev v višini €1 milijon. Na predlog največjega upnika, to je banke Sberbank, je podjetje Golf Projekti od februarja letos v stečajnem postopku. Upniki so sicer do roka v maju letos prijavili za več kot 21 milijonov evrov terjatev, od tega je bilo 14 milijonov evrov priznanih. S približno 8 milijoni evrov terjatev je največji ločitveni upnik Sberbank. Med manjšimi upniki je tudi občina Medvode z nekaj več kot 10 000 evri, in sicer zaradi lokalne ceste in spomenika padlim talcem, ki je kulturni spomenik občinskega pomena.
Trenutni trije najemniki, ki so aprila letos ločeno najeli igrišče za golf, trgovino za golf opremo in gostinski lokal, naj bi sodelovali tudi v prodajnem postopku. Po poročanju medijev pa se je za igrišče zanimal tudi ruski milijarder, poslovnež Andrej Bokarev, sicer tudi predsednik Ruske smučarske zveze. Še bolj kot igrišče za golf so za nekatere zanimivi načrti o gradnji 22 lesenih vil na zgornjem delu igrišča za golf in tudi gradnja luksuznega hotela v bližini parkirišča. To zemljišče, na katerem naj bi nekoč stal hotel, pa je v lasti družbe Golf Consulting, ki je prav tako v stečaju, nekoč pa je bila matično podjetje Golf Projekti. V nasprotju s Smledniškim igriščem pa še ne gre sta na dražbo zemljišči v Zgornjih Pirničah, na katerih je nekoč stala bioplinarna organika petač podjetja Bioštrom, kljub predlogu stečajnega upravitelja Silva Zorca. V teh dneh, natančneje 5. novembra, je minilo 4 leta od začetka stečajnega postopka podjetja Bioštrom, ki ga je zahtevala največja upnica, banka NLB. Oktobra lani so izvajalci, ki jih je najel Inšpektorat za okolje in prostor, končali rušenje bioplinarne. Rušenje pa je stalo kar 309 000 evrov. To je največ v zadnjih 3 letih. Zemljišč sta bili izbrisani zaznambi za prepoved prometa z nepremičninami zaradi nedovoljene gradnje. Stečajni upravitelj pa je 11. septembra letos s predstavnikom inšpektorata opravil primopredajo in prevzel ključe vhodnih vrat kompleksa. Stečajni upravitelj Silvo Zorc namerava nepremičnini prodajati na javni dražbi v stanju, kot jih je prevzel, torej z objektom oziroma rezervoarjem, ki je ostal neporušen. Likvidacijska vrednost nepremičnin podjetja Bioštrom oziroma 2 zemljišč znaša 616 000 evrov. Na spletni strani Ajpesa pa je v zadnjem poročilu stečajnega upravitelja, ki je bilo objavljeno konec oktobra, napisano, da je sodišče pozvalo slabo banko oziroma družbo za upravljanje terjatev bank, naj poda mnenje o predlagani prodaji premoženja stečajnega dolžnika po izklicni ceni 881 000 evrov. In še informacija za vse tiste, ki že težko čakate občinski prostorski načrt občine Medvode. Predlog odloka, ki je bil izdelan na podlagi prejetih pripomb, podanih v času javne razgrnitve, je bil v mesecu septembru oddan na pristojno ministrstvo, Ministrstvo za okolje in prostor. Bistvenih sprememb namenske rabe prostora iz faze osnutka do predloga sicer ni bilo. Občina je nato pozvala vse nosilce urejanja prostora, teh je 32, naj ji v 30 dneh od poziva predložijo mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta. Do danes je občina prejela 12 pozitivnih mnenj in 5 pozivov k dopolnitvi odloka. Od 5 nosilcev urejanja prostora pa mnenj še ni prejela. Večina dopolnitev se menda nanaša na dopolnitve besedila členov odloka. Po dopolnitvi odloka in prejetju vseh mnenj pa bo občinski prostorski načrt lahko obravnavan in sprejet na seji občinskega sveta. Začela se je intenzivna kurilna sezona. Zaradi neočiščenih dimnikov je po podatkih Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije število dimniških požarov v začetku letošnjega leta poskočilo. V preteklosti jih je bilo vsako leto okoli 500, letos pa grozi, da jih bo precej več. No, v Medvodah gasilci posredujejo pri dimniških požarih v povprečju 3 do 6 krat letno, do 31. oktobra letos pa so 2-krat. Iz Gasilske zveze Medvode so za našo televizijo razložili, da se odpravijo na pomoč na podlagi vsakega klica oziroma obvestila. V letu 2010 so tako denimo v dimniških požarih intervenirali 2-krat, v letu 2015 3-krat, v letih 2012 in 2014 po 5-krat, in v letih 2011, 2013 in 2016 po 6-krat.
To vrstna posredovanja sicer pomenijo približno 7 do 10% vseh gasilskih posredovanj v občini Medvode. Gasilci pravijo, da pri dimniških požarih v Medvodah nimajo kakšnih posebnih opažanj. Za njih je vsak dimniški požar intervencija, katero morajo zaključiti s čim manj škode na objektu, na opremi in brez poškodb v moštvu. Gasilci se torej odzovejo na vse klice občanov na pomoč in požar pogasijo brezplačno. Temu pa običajno sledi popravilo, ki utegne biti visok finančni zalogaj za lastnika hiše. Po podatkih Zavarovalnice Triglav v Sloveniji tretjina lastnikov nima požarno zavarovanih nepremičnin. Nas pa je zanimalo, kaj se zgodi, če lastnik nepremičnine ima sklenjeno zavarovanje, dimnikar pa denimo ni pregledal kurilne naprave že leto ali dlje. Zavarovalnica Triglav praviloma ne zahteva od strank potrdila o pregledu kurilne naprave. Glede na določbe zavarovalnih podlag pa krije škodo zavarovancem na hišah, ki so ustrezno vzdrževane. Požarno zavarovanje tako ne krije škode na dimnikih, ki nastane ob njihovi uporabi. Če bi zagorelo zaradi uporabe dimnika, bi tako zavarovancu plačali zgolj škodo na drugih zavarovanih prizadetih stvarih, ne pa na dimniku samem. Če pa bi denimo zagorelo zaradi udara strele, bi zavarovalnica povrnila škodo tudi na dimniku, ki je sestavni del zavarovane zgradbe. Iz zavarovalnice so dodali, da ljudi spodbujajo, da ravnajo samozaščitno. Sami namreč lahko že veliko preventivno storimo ob gradnji nepremičnine, z rednim vzdrževanjem dimovodnih naprav in električne inštalacije ter skrbnim ravnanjem. Z montažo škropilnikov, nakupom gasilnih aparatov in skrbjo za prehodnost intervencijskih poti pa prispevamo k obvladovanju požara in zmanjšanju škode. Občina Medvode je prejšnji teden objavila javno naročilo za merilnik trdih delcev za hkratno merjenje koncentracije trdih delcev PM1, PM2,5, PM4 in PM10 v zraku. Ko bo začel meriti, bomo torej natančno informirani o kakovosti zraka v naši občini. Že v prihodnji oddaji pa vas bomo seznanili, kaj se dogaja v Medvodah potem, ko je v veljavo stopila nova dimnikarska zakonodaja. In še, kako v Medvodah skrbimo za svoje kurilne naprave. Po podatkih Ministrstva za okolje jih imamo natanko 3401. 7. novembra pred 73 leti je v Lokah v Beli krajini za posledicami hude rane, dobil jo je med preizkušanjem novih minometov, ki so jih partizanom poslali Britanci, umrl legendarni komandant Stane. V spomin na ta dogodek so predstavniki medvoške borčevske organizacije že v soboto pripravili spominsko slovesnost ob njegovi rojstni hiši v Spodnjih Pirničah. V ponedeljek pa so položili še venec ob njegov spomenik v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, ki je nekdaj nosila njegovo ime. 10 zastavonoši in predstavniki Slovenske vojske, predstavniki stranke Levice in seveda organizatorja borčevske organizacije, ki sta k spomeniku tudi položili venec oziroma cvetje in nikogar od vidnejših predstavnikov lokalne skupnosti. To je kratek opis udeležencev spominske slovesnosti, ki je potekala v soboto pozno popoldne pred rojstno hišo Franca Rozmana Staneta v Spodnjih Pirničah. Jaz ne vem vzrokov, zakaj. Ali jih je narodno, ali jih je sram. Ne vemo zakaj, kjer se sramuje zgodovine. Potem ne tudi sam svojo vest vpraša. Če samo to pomislim, da smo imeli šolo, ki so nosile imena naših junakov in še danes jih imajo nekateri po Sloveniji in tudi v drugih republikah bivše Jugoslavije nosijo ime Franca Rozmana Staneta, medvoški šole, v katerim je Stane doma, so jih zbrisali.
Ne vem, komu so bili to na poto. Kratek kulturni program je sooblikoval pevski sestav Sončna jesen Društva upokojencev Medvode pod vodstvom Francija Križaja in oder treh herojev Kuda Pirniče oziroma Anica Horvat, ki je zvesta ohranjevanju spomina na partizansko dediščino kraja. Kadar ste morali povedati, da ste oder treh herojev, s kakšnim ponosom ste vedno povedali to? Jaz osebno vselej z velikim ponosom, ker mislim, da je to, da smo v naši majhni vasi, naši majhni krajevni skupnosti imeli kar 3 narodne heroje in še partizanskega pesnika za povrhu, to je nekaj vredno, če vse skupaj postavimo na nek pladenj zgodovine ali polpretekle zgodovine. To je nekaj, česar resnično nima vsak tak manjši kraj in je nekaj, s čimer se moramo znati prav pohvaliti. In ravno zaradi tega vselej z veseljem sodelujem na takih prireditvah, kjer je možnost se zahvaliti in počastiti te ljudi iz našega majhnega kraja, ki so toliko prispevali za našo domovino. Konec življenjske poti komandanta Staneta je na tokratni prireditvi orisala z besedami Zore Konjajev, ki je kot instrumentarka sodelovala pri operaciji, ko so mu hudo ranjenemu po nesreči pri preizkušanju zavezniškega minometa leta 1944 v bolnišnici Kanižarici zaman skušali rešiti življenje. V svojem veznem tekstu pa je povzela tudi misli koroške Slovenke, pisateljice in pesnice Maje Haderlap. Govori pa o protislovju med slovenskim narodom in tragičnostjo. In mislim, da je to zelo, zelo res. Da je za slovenski narod oziroma za Slovence drži, da smo narod, lahko bi rekli narod tragedije. Ampak na tem je treba graditi, kajti tako kot pravi predraga Maja Haderlap, da ravno tragičnost je tisto, kar te žene v to, da stvari spremeniš, postaviš na bolje. Franc Rozman je že v otroštvu in mladosti kot tretji od 4 otrok v revni družini želel doseči več, kot so mu nudile življenjske okoliščine. Vojna mu je že pri 3 letih vzela očeta in kmalu zatem še mamo, ki je šla po svetu s trebuhom za kruhom. Franc se je izučil za peka, se vključil v delavsko gibanje in že kot mlad fant želel uveljaviti svoje vojaške ambicije. Kot španski borec se je po vrnitvi v domovino pridružil partizanom in bil na vodilnih položajih tako rekoč vse od leta 1942, ko so se začele ustanavljati slovenske brigade. Bil je 3. komandant slovenske partizanske vojske, vendar prvi, ki je bil imenovan kot vojak in ne kot politik. Kljub svoji mladosti je bil že legenda, karizmatična osebnost in eden redkih Slovencev, ki so mu to priznali še za čas življenja. V samem začetku to, da je bil komandant Stane otrok, ki je rasel gor v izjemni revščini in v takih razmerah, ki si jih danes najbrž mladi niti slučajno ne morejo predstavljati, kaj šele odrasli. Mislim, da to res, ko bereš te stvari, preprosto ne moreš razumeti, da je kaj takega bilo, da se je to dogajalo pred recimo 100 leti in da je iz tiste revščine razmer, ki niso resnično bile vzpodbudne, nastal tak človek, taka osebnost. To je tisto, kar me vedno znova prevzame, kajti samo upam, da se bodo še našli ljudje, ki bodo sposobni na kateremkoli področju storiti toliko, kot je komandant Stane oziroma Franc Rozman Stane, pravzaprav iz ničesar. Pominjam se iz otroških let, bom povedal, se nisem še nikdar nikomur, ampak še danes se imam pred očmi tiste peke, ki so okrog hodili, ponujali kruh. Na hrbtu so imeli te pletene košare, ne? In so hodili, tudi k nam so prišli, čeprav je mama to pekla. Jaz Staneta nisem poznal sem peka. Pri teh letih, ki jih je imel in postati komandant tako pomembne vojske, kot je bila partizanska vojska in tako priljubljenega človeka, da so ga izbrali. Kakšna osebnost je to bila?
Vojašnica Edvarda Peperka v Ljubljani v ponedeljek malo po 8 uri zjutraj. Postroj, himna in dvig zastave. Nato pa sta predstavnika Medvoške borčevske organizacije Matevž Barle in Darja Dragomirovič in predstavnica občine Medvode, občinska svetnica Cvetka Židan-Valjavec, položili venec ob spomenik komandantu Stanetu. Ali slovenski vojaki danes poznajo komandanta Staneta in njegovo vojaško tradicijo? Pa dobro, zdaj jaz ne morem govoriti, ali ga te mlajše generacije poznajo ali ne. Predvidevam, da mlajše generacije, kot sem omenil, ga ne poznajo, ne? Ker niso bili tako vzgojeni v tem duhu, verjetno v šolah ga ne omenjajo več, kot so nas malo starejše, ne? Tako da predvidevam in vem sigurno, da v naši vojašnici Edvarda Peperka, kjer imamo tudi spomenik Francu Rozmanu Stanetu, vojaki poznajo kot heroja Franca. Ne? Predvidevam, da tudi v celjski vojašnici, ker se imenuje po Francu Rozmanu Stanetu, pripadniki tega polka, te enote, ki domuje v Celju, so seznanjeni z njegovo zgodovino, vejo, kdo je. Tako da rečemo nekje polovica, nekaj ne rečem drugega. No. Spomenik komandantu Stanetu, delo kiparjev Pirnat, je bil na tem mestu postavljen leta 2003, ko se je vojašnica še imenovala vojašnica Franc Rozman Stane. Odločitev, da se poimenuje po Edvardu Peperku, ki je bil sicer ena prvih žrtev za samostojno Slovenijo, smrtno ranjen že 27. junija v Trzinu, je pred dobrimi 5 leti sprejel takratni obrambni minister po materi prav Pirničan Aleš Hojs. Leto kasneje pa je obrambni minister Roman Jakič po komandantu Stanetu preimenoval vojašnico Celje. V vsakem obdobju časovnem so izrasli neki posamezniki, tako heroji ali nekako drugače. Ne? Pač on je bil v določenem času na pravem mestu, izkazoval se je z nekimi svojimi dejanji, postopki in zato je postal to, kar je danes. Ne? Obdobje, da človeka, posameznika ali grupo, ki lahko postanejo nekoliko, bomo rekli, bolj izpostavljeni kot ostali. Tako da tudi pri Francu Rozmanu Stanetu predvidevam, da v tistem času je bil oseba, ki je pač popeljal določene ljudi v boj oziroma v takratne zmage. Od španskega borca pa k španski bralni znački. Leo Leo oziroma po naše Beri Beri je bralno-motivacijski projekt, ki ga že 5 let uspešno vodi domača založba Malinc. V tem obdobju so v slovensko mladinsko literaturo prinesli svežino, pa ne le s prevodi zanimive, manj znane literature, temveč tudi z inovativnimi načini, kako mlade navdušiti za branje. Ob 5. obletnici so pripravili zaključno prireditev, ki je bila zadnji oktobrski četrtek v prostorih kluba Jedro. Bralno-motivacijski projekt Leo Leo, katerega cilj je spoznavanje, uporaba in preučevanje strategij motiviranja za branje, kot jih je razvila skupina sodelavcev preizkusila ter zapisala španska mentorica branja, novinarka, bibliotekarka in poznavalka mladinske književnosti Montserrat Sarto. V Sloveniji je projekt, ki je sicer že 2 leti potekal tudi v okviru evropskega projekta Evropska književna raznolikost za mlade bralce, ki ga je medvoška založba Malinc pridobila prek evropskega razpisa Evropska kultura, prisoten že 5 let, vstopajo že v 6. leto in prvotni cilj so že davno dosegli. V resnici so naši cilji pot. Se pravi, mi smo v teh letih, 5 letih prehodili nekaj poti. In naš cilj ni samo doseči čim več bralcev, prebrati čim več knjig. Naš cilj je, da se imamo pri tem fino, da se pri tem zabavamo, da se igramo in da vsak korak, ki ga naredimo tukaj in zdaj, da pri tem uživamo. Založba Malinc v Slovenijo večkrat povabi priljubljene avtorje knjig, ki jih izdajajo, in ob 5. obletnici projekta Leo Leo so povabili baskovskega avtorja Juana Cruza Igarabideja, kar je bilo pravzaprav simbolično dejanje. Namreč mi smo ta projekt in izdajanje naših knjig začeli ravno z avtorjem, ki ga danes gostimo. To je Juan Cruz Igarabide, baskovski avtor. In prva knjiga, ki smo jo izdali, je v resnici knjiga Jona in prestrašeni hadilnik tega baskovskega avtorja. To je knjiga, ki je v vseh teh 5 letih uspela navdušiti na tisoče otrok.
danes ali pa ta teden, ko smo se ponovno srečevali z otroki, ko smo ponovno prebirali te zgodbe, ponovno prebirali te pesmi, smo nekako zadovoljni, ker vidimo, da so v resnici otroci uživali tako, kot smo si mi želeli, da bi uživali. Juan Cruz Igarabide je obiskal osnovne šole po Sloveniji, v Medvodah pa je bil gost tudi na zaključni prireditvi ob 5. obletnici projekta Leo Leo. Rad govori o svoji ljubezni do domovine, o svojih občutkih, ko se piše mračna zgodovina v Kataloniji, rad pa deli tudi svoje dolgoletne pisateljske izkušnje. Pues llevo 40 años en este trabajo y cada vez me encuentro más a gusto. 40 let že to počnem in vedno bolj mi je všeč. In komu je namenjena vaša literatura? ¿Para quién escribes? Escribo primero para mí y después para mis hijos, para mis alumnos, y luego hay algunas obras que escribo para el público en general, para adultos. V prvi vrsti pišem zase, potem pišem tudi seveda za svoje otroke, za prijatelje, za moje učence, nekaj pišem pa tudi za odrasle. V vseh teh letih je nastalo okoli 50 knjig, v njih pa zgodbe, pesniške zbirke in tudi romani za odrasle. Pravzaprav je pričel kot avtor za odrasle, njegova prva objavljena zbirka pa so bile pesmi. Ko je delal kot učitelj v osnovni šoli, pa je odkril veselje do pisanja otroških in mladinskih del. Pri nas je med otroki zelo priljubljen. Njegova najbolj poznana junaka sta Pavla in Jona. Svoje življenjske izkušnje na otrokom simpatičen način deli tudi z bralci. Na vprašanje, če se s svojimi junaki lahko poistoveti, je dejal, da je on Pavla. Kar se je dogajalo knjižni junakinji, se je dogajalo, ko je bil v bolnišnici tudi njemu. Mali knjižni junaki Juana Cruza Igarabideja tako s svojo zgodbo pomagajo tudi bralcem. Bueno, mis protagonistas crecen ellos. Es posible que a algún niño le ayuden o, bueno, por lo menos le ofrecen esa posibilidad. V resnici je tako, da moji junaki sami rastejo in s tem, ko oni rastejo, jaz upam, da kakšnemu otroku tudi pomagajo rešiti kakšno zadevo, ampak predvsem je bistvo to, da s tem na tak način, ko oni rastejo, lahko rastejo tudi otroci. Njegova dela so bila že večkrat nagrajena, zato so ga veseli povsod, kamor pride na obisk. V Sloveniji tokrat ni bil prvič, je bilo pa vidno, da mu je tukaj zelo prijetno. Pues en Eslovenia me siento como en casa, cada vez se me hace más familiar, cada vez tengo más amigos y con los que me comunico y tengo grandes coincidencias. Zdaj sem že večkrat bil v Sloveniji, v Sloveniji se počutim res kot doma, tukaj imam vedno več prijateljev in zelo se veselim tega, da se s temi prijatelji tudi velikokrat strinjam. Ob 5. obletnici projekta Leo Leo smo si v prostorih Jedra lahko ogledali tudi priložnostno razstavo risbic osnovnošolcev na temo literarnih junakov. Bralno-motivacijski projekt pa uspešno koraka že v 6. leto, v upanju, da bo literaturo vzljubilo čim več mladih. Zgodba o Janku in Metki je tipična Grimmova pravljica, v kateri dobro premaga zlo. Enako je tudi v priredbi Romana Verasa, ki je igrico za otroke in odrasle postavil na oder lutkovnega gledališča Aljažek na Aljaževi domačiji v Zavrhu. Poleg priredbe pa je Veras poskrbel še za režijo predstave, izdelavo lutk in celotne scene ter posodil svoj glas in roke še 3 akterjem zgodbe. Od takrat, ko je Roman Veras še kot otrok z odprtimi usti poslušal pravljico o Janku in Metki, je preteklo že kar nekaj časa. Zakaj ravno Janko in Metka? Ne vem, luštna zgodbica je, pa veste kaj, jaz zmeraj rad vidim, da dobrota zmaga. Jaz sem po srcu zelo dober človek in ta Janko in Metka je tudi dobrota zmaga nad hudobijo in to je bistvo in poanta vse igre. Vse ostale pa seveda zraven, ne niti najmanj balast, ampak vse, kar dopolnjuje to zgodbo. Poleg priredbe pa je Veras za tokratno lutkovno predstavo opravil še kar nekaj drugih opravil. Poskrbel je za režijo, izdelal celotno sceno in oživel 3 lutke. Od kulis, samega lutkovnega odrčka, scene, skratka, vse, kar vidite,
sem odigral tudi 3 vloge, in sicer direktorja gledališča, potem sem bil seveda čarovnica in pa dobri duh, čeprav je malo zloben zgled, ampak je dobri duh. Tudi v priredbi Grimove pravljice, ki jo je za Lutkovno gledališče Aljažek pripravil Roman Veras, se pojavita Janko in Metka in hudobna čarovnica in še kar nekaj drugih hudobnih, pa tudi dobrih likov, ki jih v originalni pravljici ni bilo. Pa otroci, videli ste, so, jaz mislim, zelo dobro odigrali, zelo dobro so odigrali, res tole igrico, morate pa vedeti, poglejte, v tem prostoru se nas je gnetlo 5, ne? Tehnično zahtevna igrica, tako po izvedbi kot po izdelavi, skratka neverjeten podvig tehnični. No. Če vas vprašam, koliko ur ste vložili v vse skupaj, se da to vsaj približno oceniti? Ne vem, koliko ur je bilo, vem pa, da sem na tem delu pol leta. Berac se je z ročnimi lutkami srečal že kot osnovnošolec in jim od takrat ostal tudi zvest. Jaz sem jih kot pionirček, star tudi tam 8 let, pa smo pa igrali mi v Šiški, spodnji Šiški, v zgornji Šiški oziroma v Dravljah so bili drugi, tam je bil slavni lutkar Edi Majaron, ki so prišli oni k nam gostovati, mi k njim pa je rekel, da smo mi, oziroma prav direktno je rekel, da sem jaz boljš igralec ročnih lutk, govorimo za ročne lutke, kot on. Ne? In to, če ti reče pa profesor, ki je predaval lutke na akademiji, ne? Pa kar nekaj pomeni. Ne? Svoje navdušenje do lutkovnega ustvarjanja pa Veras uspešno predaja naprej, med drugim tudi na svojo vnukinjo Kjaro, ki je s svojim glasom in roko oživela lutko Metko in letečo čarovnico. Najtežje je bilo, da smo bili v takem majhnem tem odru. Kako blizu pa so ti lutke? Rada igraš, rada delaš z lutkami? Ja, recimo, ja. Zunanjo podobo nekaterih lutk pa je izdelala prav tako članica Kuda Jaram Sonja Porenta, ki se je zato opravilo navdušila na eni od delavnic. Tam sem videla Romana, kako je delal lutke, ne, in sem rekla, mogoče bi pa jaz tudi poskusila. No, in od tam se je pol začelo. V bistvu je prvo bil pujsek, no, ampak pol je mucek nastal na koncu, tako da je kar tak luškan. Je pa v bistvu blago vse reciklirano iz starih v bistvu oblačil, ki več niso služile, tako da je dvojni namen narejen. Je to vaš prvi stik z lutkami? Ja, je prvi stik. Delala sem v bistvu na pobudo Romana in pol je domišljija moja začela delati, tako da so ratale oblekce. In vaša je tale muca, pa še kaj? Ja, naredila sem muco, krnice oziroma zavese sem, ozadje sem zašila, seveda na pobudo Romana, naredila sem oblekco za čarovnico, pa oblekco za duhca. V igrici so poleg Romana in Kjare Veras nastopile še Teater Zek Nific, Taja Špenko in Nevenka Verbič. Velik poudarek vsebini pravljice je z izborom glasbe prispeval še glasbeni opremljevalec Janez Meglič. V prenapolnjeni dvorani so obiskovalci lahko torej doživeli prvine lutkovne igrice v klasičnem lutkovnem zaprtem odru, v katerem je bilo, kot smo slišali, kar nekaj gneče. Z uporabo ročnih lutk, ki oživijo na rokah lutkarja, in to v realističnih kulisah, ki ob svetlobnih efektih pridobijo pridih pravljičnosti. Izvajalci so bili nagrajeni skozi celotno predstavo z neverjetnim odzivom mladih gledalcev in na koncu z glasnim aplavzom. Kako moraš potem odreagirati, če oni odgovorijo drugače, kot ste vi bili naučeni? Ja, pol moraš v bistvu še malo jim bolj vprašanje postaviti, da pol lahko odgovorijo bolj pač konkretno. Ko ste danes zadovoljni s tem odzivom otrok, recimo? Ja, lepo. Ker jaz kot otrok nisem bila nikoli v gledališču, a ne, pač to je toliko let nazaj. In se spomnim, ko sem bila s svojima sinovoma, in zdaj je pa nekako to podoživljanje, oziroma sem se spomnila, kako je, no. Pa je lepo, lep občutek.
Od tega torka pa do 24. novembra si lahko v knjižnici Medvode ogledate zanimivo razstavo ilustracij in animacijo nekdanje Medvoščanke Melite Vizjak, uporabnice Varstveno-delovnega centra Tončke Hočevar. O razstavi in Meliti več v prihodnji informativni oddaji, tako kot tudi o včerajšnjem krompirjevem dnevu v Društvu upokojencev Medvode. Članice društva so postregle s kar 15 jedmi iz tega super živila, med drugim tudi s krompirjevo potico, štrukli in piškoti. Prav tako v prihodnji oddaji vam bomo postregli tudi s podatkom, kdo vse so nagrajenci v akciji Moja dežela lepa in gostoljubna. Jutri v petek ob 7:30 zvečer je namreč v Kulturnem domu Medvode zaključna prireditev. Lahko pridete zaploskat nagrajencem, ki so po mnenju Komisije Turistične zveze Medvode v minulem letu naredili nekaj več, da živimo v lepem, urejenem in gostoljubnem okolju. Nadaljujemo pa z orglicami. V soboto zvečer so v Pastoralnem domu v Preski zadonele orglice. Sorški orgličarji in podmladek so pripravili letni koncert. V goste so povabili tudi jukebox, kvartet klarinetov. Pred polno dvorano so zaigrali ljudske pesmi, popevke in večer zaključili z Avsenikovim venčkom. Sekcija ustne harmonike Sorški orgličarji pod mentorstvom Damirja Fajfarja je v letošnjem letu zabeležila kar nekaj nastopov. Najbolj odmevno zlato priznanje so dosegli kar dvakrat, na festivalu Ahti orglice v Mokronogu in na tekmovanju malih instrumentalnih skupin v Dravogradu. S katerimi pesmimi oziroma melodijami pa še posebej navdušite publiko? Kot ste opazili, je Avsenik še vedno zelo priljubljen. Kakšno cvetje v jeseni lepo zveni, danes ga sicer nismo igrali, pa tako so kakšne mogoče take malo bolj nežne skladbice, mogoče še bolj na dušo pisane temu inštrumentu. Podmladek sorških orgličarjev sestavljajo predstavniki otroške folklorne skupine Kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Cora. S povezavo med orglicami in folklornim plesom ohranjajo ljudsko izročilo še bolj živo. Letos se lahko pohvalijo z doseženim srebrnim priznanjem na festivalu Ahti orglice v Mokronogu. Vsekakor so to ena edina tovrstna skupina otrok, ki igra na ta inštrument. Take skupine v Sloveniji ni in mislim, da je potrebno to negovati naprej in da so zdaj že otroci tako daleč, da bo kmalu oziroma je že skoraj izpolnjen cilj, ki je bil postavljen, da bi orglice zaigrale tudi v folklori v Sori. Mladi orgličari so največji aplavz poželi s pesmijo slovenskega naroda Sin, kjer so spremljevalno kitaro dosegli še večjo zvočnost. Kdo te je navdušil za igranje na orglice? Ja, pač videl sem orglice in so mi ratale všeč. Pa sem pa dobil ene take majhne orglice in pa sem začel z njimi igrati. Koliko časa pa že igraš? Zdaj 4. leto. Kaj pa kitaro? Pa že 5. Njihov mentor Marjan Urbanija je neutrudni glasbenik in orgličar, ki igra s srcem. Nastopa v orgličarski skupini Sejmarji. Skupaj s hčerko je izdal tudi 2 notna zvezka za orgličarje začetnike. Jaz prihajam iz Loke pri Mengšu. Orglice sem začel igrati kot 12-letni fantič, ko sem dobil pri Bermi od Botra kot darilo tudi orglice. Gost večera so bili jukebox kvartet klarinetov, kjer igrajo 4 profesorji klarineta, med njimi tudi umetniški vodja sorških orgličarjev. Trudijo se biti humorni, izobraževalni in pa tudi zanimivi z izborom zaigranih skladb. Vsak član ima mogoče eno področje, na katerem je malo močnejši, tako da vsak doprinese res ima eno svojo močno stran in Tomaž je super pri organizaciji, dobro bas klarnet igra in povezuje. Veliko nastopamo tudi za mladino v okviru glasbene mladine Slovenije in jih zna tako te otroke pritegniti.
imamo drugačen nastop kot zdaj. In pol Matic je zelo močen na tem jazzerskem področju, Vid je mogoče na etno področju, jaz bolj na klasičnem. Sorški orgličarji so z igranjem pričeli oktobra leta 2010, ko je bil v prostorih društva organiziran prvi tečaj igranja na orglice. S sobotnim večerom, ko so v pastoralnem domu v Preski zadonele orglice, pa so uspešno zaključili že 7. glasbeno sezono. Sredi prejšnjega tedna je z mednarodnega tekmovanja folklore, plesa in glasbe na Dunaju prišla sledeča novica mladinske folklorne skupine kot Oton Župančič Cora. Pa jo imamo, nov dodatek k noši, srebrno medaljo. Mladinska folklorna skupina Kuda Oton Župančič Cora, kot se po novem imenujejo ta veliko otroci pod mentorstvom Urške Rožanc, je prejšnji torek zaplesala na mednarodnem tekmovanju folklore, plesa in glasbe na Dunaju, na katerem se je sicer predstavilo več kot 60 različnih skupin, od tega tudi 26 folklornih in to z celega sveta. Gre se za običajno odrsko postavitev, sicer majčkeno daljša, približno 13 minut. Predstavili smo plese našega okoliša in prav tako tudi zaplesali v oblačilih z našega okoliša. Z običajno odrsko postavitvijo je 9 plesnih parov ob spremljavi harmonike navdušilo in komisija jim je prisodila drugo mesto v svoji kategoriji. Zelo sem zadovoljna. To je v bistvu naš prvi festival, tekmovalni festival. Mislim, da je drugo mesto več kot odlično in dobra iztočnica za naprej. Kaj vse se je dogajalo na Dunaju, en dan tekmovanje in en dan zasluženega izleta, bodo predstavili v začetku decembra na domačem odru na prireditvi Dunaj po Dunaju, ki bo tudi zahvala vsem donatorjem, ki so jim že in jim še vedno lahko pomagajo pri nakupu obutve. Prvo pošiljko 8 dekliških parov čevljev so že prejeli v začetku oktobra, še vedno pa zbirajo sredstva za nakup vsaj 4 parov gorenjskih škornjev. Cena za par je med 700 in 800 evri. Sledijo še rezultati skegljaške steze, nogometnih zelenic in košarkarskega parketa. V prihodnji oddaji pa nekaj več o letošnjih rezultatih najhitrejšega slovenskega kolesarja v svoji kategoriji Andreja Žavbija. Kegljanje. V slovenskih kegljaških ligah minuli vikend ni bilo tekem. V Ljubljanski ligi pa je bilo odigrano 3. kolo. Oba medvoška predstavnika sta zmagala. Nogomet. Ekipa Cicibanov U10A je doma remizirala proti Kamniku z rezultatom 4-4. Ekipa Cicibanov U10B je doma zmagala proti Kresnicam z rezultatom 10-3. Ekipa mlajših dečkov je v gosteh izgubila proti Olimpiji Ljubljana A z rezultatom 0-3. Ekipa Združenih mladincev Škofja Loka Medvode je v gosteh remizirala proti Britofu z rezultatom 2-2. Ženska nogometna liga Proton. Naša ekipa je doma premagala nogometni klub Termit Moravče z rezultatom 4-0. Košarka. Članska ekipa košarkarskega kluba Brinox Medvode je v soboto na domačem parketu izgubila z ekipo Terme Olimia Podčetrtek z rezultatom 53-60. Doslej je zabeležila 2 zmagi in 2 poraza in je 6 točkami na 6. mestu druge slovenske košarkarske lige. Tokrat medvoški policisti niso obravnavali prometnih nesreč oziroma za obdobje med 2. in 9. novembrom ne poročajo o njih, a dela jim ni manjkalo, saj je rubrika kazniva dejanja zelo polna. V Medvodah so ukradli električno orodje in smetnjak, o tatvini poročajo iz Žleb, v stanovanjsko hišo je nekdo vlomil v Medvodah. V Medvodah so obravnavali tudi nasilje v družini, drzno tatvino in zatajitev, seveda ne vse naenkrat. Poškodovane tuje stvari so obravnavali v Zgornjih Peničah ter v Medvodah. Policisti morajo včasih obravnavati tudi žalostne dogodke. Tokrat so morali priti na ogled mesta, kjer si je nekdo vzel življenje.
Zaradi številnih vlomov še vedno opozarjajo na skrajno previdnost. Zdaj, ko se hitro stemni, se vlomilci na oglede radi odpravijo v popoldanskem času. V dopoldanskem pa včasih celo pozvonijo na vratih in potem z različnimi pretvezami lastnikom vzamejo pozornost. Njihovi pajdaši pa medtem uživajo v raziskovanju novega premoženja. Previdno torej. To je za danes vse. Se vidimo in slišimo prihodnji teden, ko bomo bogatejši za veliko spoznanj in svežih novic. Ta konec tedna se, predvsem pa jutri po občini marsikaj dogaja. Po pameti za Martinovo nedeljo in po pameti na volišča. Na snidenje.